Pozdravljeni! Danes si bomo ogledali, kako izdelamo seznam literature s pomočjo orodja BibTeX. Kot vemo, je ena od glavnih značilnosti strokovnih in znanstvenih besedil to, da v takem besedilu se sklicujemo na neka predhodna dela in ta predhodna dela tudi zberemo običajno na koncu besedila v seznamu literature. Ogledali se bomo, kaj je potrebno navesti za vsako referenco, kako uporabljamo to orodje BibTeX, ogledali si bomo nekaj primerov in si tudi ogledali, kako lahko že dobimo reference zapisane v BibTeX formatu. Sama ideja citiranja, sklicevanja na vire bi lahko pisali s to mislijo velikega predhodnika, da s tem, ko se sklicujemo na predhodna dela, stojimo na ramenih velikanov, ki so že pred nami dosegli neke pomembne ali pa manj pomembne rezultate in dosežke v znanosti. Kakšen naj bi bil seznam literature? Večina relevantne literature je danes seveda dostopna v digitalni obliki na internetu in jo zato lahko učinkovito iščemo z različnimi spletnimi iskalniki. Kljub temu pa moramo za vsako posamezno referenco navesti vse relevantne podatke, ki jo enoznačno identificirajo. To so, kdo so avtorji, kje neka referenca je šla, katerega leta in tako naprej. Točno, kateri so ti podatki, je seveda odvisno od vrste reference. Za članek v reviji moramo recimo navesti tudi strani v reviji, kjer se ta članek nahaja in podobno. Za diplomsko delo, na kateri fakulteti in univerzi je bilo to delo narejeno. Kar je pomembno, je to, da morajo biti podatki za istovrstne reference vedno navedeni v enakem vrstnem redu in z uporabo enakih ločil. Teh standardov, kako navajati reference, je seveda cela vrsta. Običajno imajo različni založniki oziroma celo posamezne revije svoja lastna pravila, kako se naj reference zapišejo. Običajno so reference v spisku literature urejene po abecedi glede na priimek prvega avtorja, lahko pa tudi po vrstnem redu citiranja referenc v samem besedilu. Ključno pa je, da se moramo na vse reference, ki jih imamo v seznamu literature, tudi nekje v besedilu sklicevati. V računalništvu in naravoslovju nasploh je ta sklic številka v oglatih oklepajih, ker številka pomeni referenco v seznamu literature, njeno mesto. BibTeX je orodje, ki zelo poenostavi izdelavo seznama literature. Vse podatke o referencah zapisujemo v neko posebno datoteko. In podobno kot prej v izvornem besedilu, s pomočjo nekega simboličnega imena, ki ga damo vsaki referenci, se potem na to referenco sklicujemo. Format izpisa samega seznama literature pa določimo s stilskimi datotekami, ki jo v izvorni datoteki izberemo z ukazom Bibliography Style. Rezultat tega je konsistenten in uniformen zapis seznama literature. Naj za začetek ponovimo, kako naredimo spisek literature in sklicevanje na reference brez BibTexa. Osnovni ukaz je cite, tako v izvornem besedilu se sklicujemo na določeno referenco
In argument tega ukaza je simbolično ime za to referenco. Kot sem že omenil, v oblikovanem besedilu se to pokaže kot neka številka v oglatih oklepajih, kjer je ta številka predstavlja zaporedno mesto v seznamu literature. Lahko pa so ti sklici imajo lahko tudi drugo podobo. V humanistiki, na primer, se tu pojavi namesto številke običajno priimek prvega avtorja in letnica, ko je ta referenca izšla. In LaTeX oziroma BibTeX podpira tudi tovrstno navajanje referenc. Pri samem pisanju je potrebno paziti, da pred ukazom cite naredimo presledek in če je cite za svojim argumentom, če je to zadnja stvar v nekem stavku, potem mora za ukazom stati pika brez presledka. Seznam literature, če ne uporabljamo BibTeX-a, moramo sestaviti ročno in ga uvrstimo seveda na konec izvornega besedila, ga postavimo okoli the bibliography. Če pa uporabljamo BibTeX, pa vso literaturo vnašamo posebno datoteko s končnico bib. Tako kot prej, vsaki referenci določimo lastno simbolično ime, ki ga uporabljamo potem za sklicevanje na to referenco. V izvorni datoteki besedila moramo navesti ime datoteke, kjer se nahajajo reference. In sicer z ukazom bibliography in kot argument ime datoteke z referencami. Prevajanje je v tem primeru nekoliko bolj zapleteno. Najprej moramo prevesti izvorno datoteko z običajnim LaTeX prevajalnikom. Nato prevajamo to izvorno datoteko s prevajalnikom BibTeX. Nato pa še dvakrat z LaTeXom, da bi se na koncu vse stvari postavile na pravo mesto. Obenem se zgenerira tudi datoteka s končnico bbl, v katerem so zapisane vse reference v določenem vrstnem redu. BibTeX vključi v seznam literature samo tiste reference, na katere smo se v izvornem besedilu sklicevali z ukazom cite, in ne vseh referenc, ki so zbrane v naši datoteki z referencami. To je seveda koristno, kajti v taki datoteki lahko zbiramo veliko več literature, kot jo potem dejansko rabimo pri samem sklicevanju. Obenem je pa to neke vrste kontrola, da če se neka referenca pojavi v seznamu literature, smo se zagotovo nekje nanjo v samem besedilu tudi sklicevali. Kakšen je torej format datoteke Bib? BibTeX loči nekaj različnih tipov referenc, kot so članki v revijah, članki v konferenčnih zbornikih, knjige, poglavja v knjigah, tehnična poročila in tako naprej. Vsaka referenca je definirana z različnimi polji, kot so avtor reference, naslov reference, če gre za neko poglavje v knjigi ali pa za članek v konferenčnem zborniku, lahko navedemo tudi urednika zbornika oziroma knjige, potem seveda letnica, naslov institucije ali pa založnika, organizacijo, ki je recimo organizirala konferenco, ali založnika neke revije in tako naprej. Za vsak tip reference je točno določeno, katera polja morajo biti definirana, oziroma katera polja so zahtevana.
Nekaj najbolj pogostih tipov referenc v BIP formatu, ki jih uporabljamo v diplomah, so članki v znanstveni reviji, članki v konferenčnih zbornikih, zaključna dela na univerzitetnem študiju, diplome, magisteriji, doktorati in pa spletne strani. Takole izgleda referenca v BibTeX formatu za članek v reviji. Na dnu prosojnice pa vidimo, kako se potem pojavi ta referenca v seznamu literature prevedenega članka. Pri referenci, pri članku v reviji je pomembno, da seveda poleg avtorjev naslova članka navedemo ime revije, letnik revije in strani v tej številki revije ter seveda letnica izida. Tole je primer članka v konferenčnem zborniku. Tu je potrebno navesti naslov zbornika, organizatorja konference, strani, letnico in tako naprej. Potem imamo tule primer reference za zaključno nalogo. Kot tip reference tu uporabimo tehnično poročilo ali tech report in kot tip, recimo smo tu uporabili, smo zapisali diplomska naloga. No, sklicevanja na spletne strani se načeloma izogibamo. Namreč osnovna težava je, da vsebine na poljubnih spletnih straneh nikakor niso trajne, kar vemo iz lastnih izkušenj. Druga težava je, da pogosto pri vsebinah na spletnih straneh avtorstvo ni jasno definirano. In v takih primerih moramo potem uporabiti dodatno polje ključ, ki nam potem pomaga pri razvrstitvi te reference po abecedi. Osnovno pravilo pri sklicevanju na spletne strani je, da moramo navesti tudi datum dostopanja, kdaj smo dostopali do določene spletne strani. Ko je BibTeX nastal, seveda še ni bilo svetovnega spleta in zato BibTeX ni predvidel nek poseben tip spletnih referenc. Zato uporabljamo kot tip reference kar tip miscellaneous oziroma MISC in za navajanje URL naslova polje How Published. Dobro je uporabiti tudi paket oziroma opcijo Hypens za paket URL, zato da se dolgi spletni naslovi lahko delijo na več vrstic. To je recimo zdaj primer neke spletne reference. Skratka, spletne reference nikakor ne moremo povsem izločiti, enostavno zato, ker nekatere spletne reference imajo dejansko neko arhivsko vrednost. Tu je šlo recimo za vizualizacijo nekega uporabniškega vmesnika, ki smo ga potem posneli, ki smo ga shranili na YouTube portal in seveda ta naslov oziroma ta video posnetek na YouTubeu lahko navedemo kot neko referenco. Kako dobimo reference v BibTeX formatu? Lahko jih seveda zapišemo na roke, vendar je to lahko zelo zamudno. Prva, mogoče najbolj popularna možnost je, da uporabljamo akademski portal Google Učenjak in če pri upravitelju bibliografskih podatkov izberemo, nastavimo prave opcije, lahko
lahko referenco v BibTeX formatu kar neposredno prekopiramo iz Google učenjaka. Potem obstajajo še druge aplikacije, recimo spletna aplikacija Citation Machine, ki nam na osnovi morda samo naslova članka vrne potem celoten citat v formatu BibTeX. Potem obstaja zanimiva aplikacija, kjer za podano številko DOI dobimo potem zapis v formatu BibTeX. Reference v formatu BibTeX so pogoste tudi na drugih akademskih spletnih portalih, na straneh založnikov, posameznih revij in tako naprej. Moramo pa biti pri takem povzemanju BibTeX zapisov previdni, saj so ti zapisi pogosto generirani avtomatsko in jih moramo pred uporabo kljub temu preveriti. Kot sem že omenil, v zadnjem času skoraj vse akademske publikacije dobijo še to dodatno oznako DOI, ki jih enoznačno identificira na internetu in se pravi ta servis DOI2Bib nam za podano DOI številko vrne referenco v formatu BibTeX. Včasih se pojavi, seveda za širšo uporabo teh DOI oznak, se pojavi tudi potreba, da v samem seznamu literature posamezne reference opremimo z njihovo številko DOI. In tu je razloženo, kako to dosežemo. No, na koncu bi omenil samo še to. V diplomski nalogi nikakor ne smemo navajati le spletnih referenc. Res, da je večina tudi arhivskih člankov dosegljivih na svetovnem spletu, ampak mi ne navajamo spletnega naslova, kako priti do njih, ampak dejansko navajamo vse relevantne informacije od avtorov, naslova člankov, imena revije in tako naprej. Tu, kjer nekako postaja aktualen vedno bolj, je dejansko uporabljati te številke DOI. Sicer pa je pomembno, da za vsako temo, ki jo obravnavamo v svoji diplomski nalogi, poiščemo ustrezne in primerne članke, ki osvetljujejo našo diplomsko delo. Hvala lepa.